Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Fukni ga ven iz javnega diskurza. Potem, ko je Vajgl junior, sin po poklicu ali, če hočete, moška verzija Nike Kovač, zasedel fakulteto, na kateri študira, nas zdaj zamaskiran poučuje, koga je treba, citiram, fukniti ven iz javnega diskurza. Poglejmo. Zdaj pa Pero, jaz te še enkrat pozivam, Branka Grimsa fukni ven iz tega pogovora. On nima tukaj kaj početi. Biti starš je odgovorna in zelo zahtevna naloga. Ivo Vajgl, državni tožilec je nul, in publicist Miha Kovač bi lahko o tem vsak zase napisali knjigo. Z nesrečnim koncem. Sedaj pa se lotimo 132. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali evtanazija ali morija. Zakaj nas je tako zelo strah evtanazije? Posvetovalni referendum o evtanaziji buri duhove vsaj tako, če ne še bolj kot evropske volitve. Zakaj, nam bosta povedala naša stalna komentatorja Lucija Šikovec-Ušaj in Janez Zupan. Lucija, Janez, toplo pozdravljena v Faktorju. Pozdravljen. Dobro večer, živijo. Najprej me zanima, Lucija, Janez, kakšen je vajin generalni, tako splošen odnos, bi rekel, do smrti? Imate občutek, da Slovenci dojemamo smrt kot del življenja, ali je to pri nas še zmerom preveč tabu tema? Kaj menite o tem? Slovenci dojemamo smrt tako kot vsak človek. Po eni strani se zavedamo, da nam ne uide, po drugi strani se bojimo, po tretji tudi radi bi ostali in še delili ta svet z drugimi, da vidimo, kam gremo. Skratka, smrt ni tabu, ni pa tudi nekaj, kar kupiš v samopostrežni na policiji, o čemer pa da skušajo zdaj prepričati novodobni politiki. Torej, smrt ni izbira, prosta izbira. Smrt je žal zaključek življenja tu zemeljskega za nekatere, nekateri bo pač računamo vendarle, da gremo še nekam, a ne? Ja. Drugi pa jemljajo to kot končen izid njihovega življenja. Skratka, smrt ne sme biti tabu, ne sme pa biti nekaj, kar se propagira, kar se skuša vsiliti ljudem kot pravzaprav pravilna odločitev, smrt po naročilu, smrt zato, da drugim prepustiš prostor, smrt iz vrste razlogov, ki so vse prej kot etični in ki skrivajo več pasti, kot si ljudje sploh predstavljajo. Ja. Janez? Ja, ne moram, da se ne bi strinjal s tem, kar je Lucija povedala. Se trudiš, ampak imam skoraj identično mnenje. Mogoče bi samo dodal to, da v bistvu tudi pri tej debati glede evtanazije se mi zdi, da ni toliko, da bi bil problem v tem, da je smrt tabuizirana, ampak predvsem seveda se tukaj pogovarja tista glavna tema, ki nas spremlja skozi to debato o evtanaziji, je debata o trpljenju. Torej, se mi pa zdi, da trpljenje kot tako pa je na nek način tabuizirano in se mi zdi, da je to tudi, tako kot evtanazija nasplošno, tudi torej, pot v neko napačno smer. Zdaj, ta debata o evtanaziji ni nova, ne? Že kar nekaj let nazaj smo imeli pač prve ideje o tem, približno 5 let nazaj je prav neka peticija bila, številni te neki, ko bi rekel, znani ljudje, tudi po eni strani akademiki, po drugi strani neki pač, ko bi rekel, pač razmišljajoči ljudje so podpisali to peticijo, so se zavzeli za to, da bi pač pri nas ta možnost evtanazije uvedla, pa me zdaj zanima, imata vidva mogoče kakšno osebno izkušnjo, ki bi jo pač lahko delila z nami, v smislu, da je kakšen bližnji pač umiril na tak način, da sta vidva bila poleg in da bi z tega vidika lahko presojala to vprašanje. Ja, torej jaz imam osebno izkušnjo, držala sem za roko svojo mamo in moram priznati, da me od tistega trenutka dalje ni več strah smrti. Pravzaprav strah smrti je verjetno
bom zdaj mogoče groba, ne? Strah smrti je verjetno ljudi, ki niso dobri. Ne? Človek, ki je dober, sprejema že vse življenje to vedenje, da je končen, tu zemeljsko končen in se tega niti ne boji. Ko pa doživiš smrt svojca na en tak se bo hecno slišal, no? Ampak srečen način, torej ko vidiš, da ni nobenega trpljenja, da je enostavno prelivanje iz tega sveta na drug svet, pravzaprav na eni strani kar razočaranje, ker pri rojstvu se otrok zajoče, ne? To mame pač zelo dobro vemo, in se nekaj zgodi, na svet je prišlo bitje, a ne? In sreča in jok, a ne? In zvoki. Pri smrti, ki sem jo jaz doživela, ki sem ji bila priča, a ne? Se ni zgodilo nič, ne? Mislim, ni se ustavil svet, ni se zgodilo. Tako da si na en način malo razočaran, ker si pričakoval, da se bo nekje poznalo, a ne? Da se bo to, nekako se bo svet kar spremenil, pa se samo ta intimni svet svojcev spremeni, a ne? Ostalo pa teče pač povsem naprej, brez enega človeka in nekako ni zunanjih znakov, da je sploh svet opazil, da je en človek manjkal. Tako da po tej strani sem bila rahlo razočarana, pa vse racionalno sem vedela, da je to tako, a ne? Ampak čustveno pa si presenečen, da prideš na ulico, stopiš ven, mama moja bila doma, a ne, stopiš ven in nihče ne ve tega, ne, mislim, avtomobili vozijo, ljudje se premikajo, skratka, tebi se je svet spremenil, drugim pa ne, ne, tako da bi pa rekla, da je izkušnja, ki je bila včasih običajna, torej, da so ljudje umirali v krogu svojcev, ni slaba izkušnja, je dobra izkušnja, ne, smrt več ni nekaj, kar vzbuja strah, a ne, tako da, pa tudi sem bila večkrat, pač žal nekaj živali sem že imela, a ne, in tudi to sem dala skozi, to pa nažalost ne na tak lep način, ampak z evtanazijo, ne, tako da lahko rečem, da te smrti ločim in da si res želim, da bi lahko vsi umrli na način, da so doma, da so pri svojih ljudeh in da se jim enostavno izteče življenje, ne da posegaš v to trajanje življenja, ki ti je namenjeno, pravice v to posegati, jaz mislim, da si ne smeš niti vzeti, niti je drugemu dati. No. Janez? Ja, mislim, moram priznati, da sem torej kljub recimo temu svojem kratkem življenju že kar nekaj tega dal skozi v smislu svojcev. Dve stari mami oziroma starega očeta, strica, s katerimi smo si bili zelo blizu, pa so umirali pač, torej v krogu družine na tak ali drugačen način. In vsi so na nek način to smrt dočakali dostojanstveno. Kljub temu, da sta recimo sploh stric, pa sploh pa stara mama, da sta v zadnjih dneh, recimo, ali pa v zadnjem tednu, mogoče 14 dneh, zelo trpela. Zelo stara mama si recimo vezala tako ruto okrog, pa se je hotela zadavati samo sebe, a ne, na nek način. Ampak vendarle, a ne, to so trenutki to so bili resni trenutki stiske, a ne, ko niso trajali zdaj skozi celotno to obdobje. Ne. Seveda, danes je medicina že toliko napredovala, da lajša tudi te najhujše bolečine lahko na tak ali drugačen način. In super se mi je zdelo, recimo, ko je bil pri eni oddaji tudi torej doktor Cvitar in rekel, da ne smemo, tudi to je del argumenta, no, torej, da ne smemo umakniti tega procesa izven nekega intimnega odnosa in v družini in med zdravnikom, ne, recimo, ne, ker moja stara mama je bila že potem toliko na koncu, ne, da so ji dali tak odmerek morfija, da so ji poskušali pač olajšati to bolečino, da je potem zaradi tega je na koncu srce odpovedalo, ne, recimo. Ampak na nek način se mi to zdi popolnoma druga torej smer, a ne, ko je zdravnik bil tam zato, da lajša bolečino, ko je bil zdravnik tam zato, da ji nudi neko oporo, ko je bila družina tam, da ji nudi neko oporo, pa vendarle se je na koncu iztekla tako, kot se je iztekala, ne, ker enostavno na drugačen način te zadeve rešiti se ni dalo. Tako da ja, mislim,
so različne izkušnje v družini, ampak se mi zdi, vse kljub kakšnemu trpljenju, ki je na koncu se tudi pojavilo, se mi zdi, da je bilo vse precej dostojanstveno tudi v tem kontekstu. In sem hvaležen za to in verjamem, da so hvaležen tudi tisti, ki so odšli, ker so vendarle uspeli ta zadnji korak dostojanstveno narediti. Ampak kaj pa recimo v primerih Lucija Janez, ko pa ni možno to dostojanstvo zaradi teh ali drugačnih razlogov, ko je vendarle tako hudo trpljenje, ti Janez je že omenil, ne, da v trenutkih stiske je tudi stara mama pač želela končati življenje. Kaj pa takrat po vajinem mnenju? Poglej, dejansko je medicina je šla korak naprej in je bolečina nekaj, česar naj ne bi niti pacienti, ki niso v terminalni fazi, niti sicer pacienti, ki umirajo, trpeli. In tukaj je vrsta raznih torej analgetikov in tudi morfij in tako naprej, ki pomaga. In torej, če nimaš bolečine, potem ti ostane resnično ta dostojanstven odhod. Jaz verjamem, da se ljudje bojijo bolečine, vendar bojijo se v mladosti. Starost sama po sebi ti pove, da bolečina mine. Mislim, ženske, ki grejo rojevati, to so res grozne bolečine, pa vendarle se odločijo za drugega otroka, tretjega otroka in tako naprej. Skratka, ni bolečina nekaj, s čimer se nismo v življenju srečali in večkrat, dlje ko si živ, več bolečin takih in drugačnih si dal skozi. Tako da bolečina kot taka se pa danes že zelo uspešno premaguje z različnimi zdravili in to se mi zdi bolj prava pot, kot pa ja, seveda, potem lahko srce preneha biti zaradi tega, ko je menil ravno dr. Cvitra, bom rekel, on je bil v eni zadevi izvedenec. Moram reči, da je bil edini izvedenec medicinske stroke, ki je pošten bil do konca obravnave, tako da njega poznam kot izjemno poštenega človeka in razumem, da je tudi sam nasprotuje evtanaziji. Torej, človeku daš dostojanstvo s tem, da ga pustiš živeti, ne s tem, da ga umoriš. Mislim, to je njegovo dostojanstvo. Nismo prišli na svet v trenutku, ko smo si ga sami izbrali in tudi ne moramo si izbirati trenutka smrti sami. To so ti temeljni postulati, ki se jih moramo držati. Ulja, Janez, če se strinjaš, predlagam, da si vzamemo krajši premor, dobiš besedo po oglasih, tako da ne nam uiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj evtanazija tako buri duhove. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj predlog posvetovalnega referenduma o evtanaziji tako buri duhove. Zdaj, Lucija, Janez, ne glede na vse, kar sta povedala v prvem delu oddaje, Janez, najprej sem še tebi dolžen besedo, se opravičujem, da ne bom tako kakšnih voditeljskih kolegi. Ja, Mirke, da ne boš me pošiljal kam. Izvoli, se pravi, takrat, ko ni možno dostojno umreti, kaj takrat, izvoli? Veš, kaj bi jaz rekel na to? Se mi zdi, da je neka bistvena tema v zvezi s tem ta dialektika. Torej, vedno, ko smo soočeni z nekimi novimi principi, s principi, ki jih želimo na nek način na novo uvajati, smo deležni najprej spremembe dialektike, torej spremembe samega diskurza. Že v tem primeru se to super vidi, ko smo recimo nehali uporabljati pomoč pri samomoru, ampak smo začeli uporabljati pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, kar je pač prijaznejša verzija samomora. Politično korektna. Nič ne boli, samo umreš. In tudi s tem dostojanstvom se mi zdi zelo podobno. A veš, na nek način se uvaja dostojanstvena smrt. Nikoli to ne more biti dostojanstvena smrt. Zdaj, če smo brali predlog tega zakona, ko imaš najprej ta prvi posvet z zdravnikom, pa mu poveš, a zares že ta prav, da te fentajo, pa imaš ta drug posvet z zdravnikom, a se že premislil slučajen, pa greš na koncili, kjer se posvetujejo, a si primeren za to, da se fentaš ali se ne, pol pride k tebi še en zdravnik, pa psiholog pride k tebi, da preveri, si psihiater, da preveri, a si pri zdravi pameti in to odločitev pri zdravi pameti sprejemaš,
Seveda, vmes sem pozabil navesti tudi notarja, ki mora narediti notarski zapisnik za to, da je vse by the book. Mislim, če je to neko dostojanstvena smrt oziroma neka odločitev, neka svobodna odločitev za to, da se sam odločaš v svojem telesu, kot zagovorniki vse čas poudarjajo, da to je pa nek vrhunec tega, da se odločaš v svojem telesu, to ni to. To nam je vsem jasen, da skozi toliko nekih varovalk pač ne gre to tako. Tako da tukaj je že en temeljna, bom rekel, zmota oziroma en temeljno zavajanje v zvezi s tem. Taka smrt, ki bo, ne vem, recimo, mislim, da je bila Janja Sluga, kdo je že bil v Svobodi, ki je komentirala, da omogočiš človeku, da dostojanstveno preživi ta zadnji dan, zadnje ure, celo zadnje sekunde, je rekla. Kaj je zadnje sekunde? To je v sekundi rešen problem? Mislim, da ne. V zvezi s tem konceptom. Hkrati pa seveda, kaj je dostojanstveno? Je dostojanstveno to, da 5 metrov pred ciljem nehaš laufati na maratonu. Mislim, pa ne glede na to, kako si zmatran. Se pač probaš leči do konca, kakor se da, kakor se ne da. Zmotno je tudi, se mi zdi to, ko govorimo, neka dostojanstvena predaja. Kaj je dostojanstvena predaja? Torej, ne zmorem več, preveč je vsega, koncija. Dostojanstvena predaja ni predaja za to, da reši svojo lastno rit, tudi v tem vojaškem žargonu. Dostojanstvena predaja je, da nekaj obče dobrega narediš. To je dostojanstveno. Potem ne zato, da poskrbiš sam zase. In tukaj se mi zdijo te neki temeljni pomisleki oziroma temeljni premisleki so tukaj potrebni. Seveda še v zvezi z drugimi, ki bi jih mogoče malo kasneje, če bo Lucija imela še na to kaj za dodati. Se strinjam, ta zakon, tisti, ki smo ga prebrali, tudi spremno besedilo, torej predlog in obrazložitev, koliko je dostojanstvo v tem, kjer piše financiranje, stroški financiranja. Koliko bo nas to stalo? Torej, zdaj mi govorimo o dostojanstveni smrti, odspredaj imaš pa obrazlago, da tvoje življenje v iztekajočem času, torej ko si bolan, ne bi bil strošek 3 do 4 tisoč evrov na mesec, recimo zadnji mesec življenja, kar bi stalo to zdravstveno blagajno. Lega, nekaj pa tako enostavno, 1050, mislim, da evrov so ocenili sestavine za injekcijo in pa potem 400 evrov za stroške vseh teh zdravnikov, v katerih te pregledajo, s tem, da so ocenili uro da bi psihiater opravil 6 ur razgovora in pazi, cena psihiatrovega razgovora ne bi bila 38 evrov na uro in jaz si želim spoznati psihiatra, ki bo 38 za 6 ur bil s pacientom po 38 evrov na uro. Torej, vidiš, da bo... Je pa to ugodno, Lucija, moraš priznati. Torej, a veš, ko ti najdeš v tekstu, najdeš denar. Potem je to dostojanstvo živih, ki želi ta denar zase in ga ne bo nudilo bolnemu človeku. Torej, tukaj si naj ljudje nehajo slepiti in ne se jih neha zavajati. Ne gre niti za njihovo dostojanstvo, niti za neko uslugo, kaj potem vsi, ki naredijo samomor, sami lahko svojci zahtevajo od države, da jim da tega jurja 400, ker so ta denar država na ta način prihranila. Ali ne razumem, da ti vulgariziraš smrt na to, da oceniš stroške, da je to samo 1400 evrov, kar pomeni, da se bo ta denar prenesel. Torej, tukaj ni dostojanstva in če pogledamo avtorje, Janez, se vprašam, avtorje tega zakona, pa izpostavimo recimo gospoda Pripca. On je mogel iti z filozofske fakultete zaradi nemoralnega obnašanja. In on je avtor tega zakona. Mislim, to dvoje se a priorno izključuje. Ta zakon je Pribac, potem je Keber, potem je Andrej Pleterski, kakor vem, so mi enkrat povedali, da se jih tako naziva, ki ima žal svojo tragično zgodbo. Za Kebra vemo, ko je bil predavatelj, je bil proti evtanaziji. Njega je neverjetno prepričalo kar nekaj drugega, mene ne bi začudilo, da je kakšna številka na računu. Skratka, že sami avtorji so moralno sporni. In kako ne bo zakon, ki ga moralno sporne osebe pripravljajo, zakon, ki ga bo družba sprejela, ki je namenjen
posamezniku, ki ne bi bil namenjen dostojanstvu posameznika, ko pa ljudje, ki so ga pisali, nimajo nič dostojanstva. V njih ni nič dostojanstvenega. Gospa Medenova, samo še to povem, pa bom dala Janez. Gospod Medenovo sem jaz enkrat v življenju srečala, ker smo danes precej izpovedni. In sicer, ko sem postavila mojemu otroku napačno diagnozo in je na moje insistiranje sem sama prišla preko privatnih zdravnikov do dosti hude diagnoze, a ne? In ona je bila takrat poslovna direktorica pediatrične klinike. In ko sem šla k njej z možem, povsem obupana hkrati, da se nama upravičijo, pa da nama rečejo, da bojo rešili hči. Mislim, to pričakuješ takrat kot starš, ko si v stiski. Ne? Mislim, oprosti Aljuš, po tolikih letih se jaz tega tako živo spomnim, kot da bi bilo danes, ne včeraj. Ja. Gospa je pogledala, midva sva bila pač oba objokana, ne? In je rekla, kaj pa vam je? Se je moj oče tudi prejšnji teden ali mesec umrl zaradi zdravniške napake. Kaj pa vam je? Ne? Mislim, govorimo o obdobju pred 30 leti, je ona razmišljala, da smrt otroka zaradi zdravniške napake, ne, zakaj se pa midva zdaj jočeva? Razumeš? Torej, in ona je nosilka tega kulta smrti, a ne, Thanatosa, ona je iniciator te srebrne niti, torej oseba, ki se gotovo ni izboljšala tekom svojega življenja, ker se noben človek ne izboljša, a ne. Tako da, to vemo, da ne. Ampak, skratka, torej, tukaj imamo ljudi, s katerimi jaz ne bi šla na kavo. Na kavo ne bi šla z njimi in oni ne bi odločali o življenju in smrti. Pisali zakonodajo, lepo prosim, no, imejmo pamet malo. Jaz bi tukaj kar nadaljeval, če smem, Aljuš, ker se mi zdi precej dobra iztočnica. Čas se nam izteka, se veš, tako drugače. Vsako sekunda se šteje, vidim. Skratka, tukaj bi nadaljeval pri tej moralnosti. Torej, gospod Keber omenjeni je v nekem omizju še nekaj časa nazaj rekel, da se itak morala ves čas spreminja, ker seveda po Hipokratovi prisegi je to torej nedopustno, da se da človeku strup, oziroma da ga ubiješ, tako rečeno, da zdravnik pomaga pri tem. In ravno to, mislim, ta lahkotnost tega, pa teh ljudi, o katerih je tudi, se mi zdi tako slikovito Lucija opisala, pa njihovo moraliteto, oni bi kar na nek način spreminjali moralo. In se mi zdi, da je to res nek simptom današnjega časa, ko vsak se čuti na nek način poklican, da kar neke obče, torej moralne norme spreminja kar tako ad hoc. Torej nekdo, ki je moralno sporen v zvezi s financami v zdravstvu, ali pa nekdo na koncu koncev, ki ga je Lucija tudi omenila, ki je zelo osebno prizadet in na nek način prav obseden s tem vprašanjem, tudi taki ljudje ne morejo krojiti neke splošne morale v svetu, ker zdrsnemo na popolnoma v napačno smer. Zato mi tudi, ko si prej vprašal, če imamo kakšne osebne izkušnje, te anekdotične so sicer lahko marsikomu na nek način pomagajo, ampak vendarle niso koristne za neko vzpostavljanje nekih splošnih družbenih norm. Tako da tukaj se mi zdi, da je tudi ena taka, bom rekel, past, v katero smo zašli. Hkrati pa seveda moram poudariti, da krščanska morala se praktično ne spreminja od začetka do danes. Tako da ni res, da se vsaka morala na nek način spreminja. Oprosti, še to bi dodal, kar sem že na začetku omenil, v zvezi s trpljenjem. Zdi se, da imamo občutek, da trpljenja v družbi ni, oziroma naj ga ne bo. Seveda, noben ni tako kot zmerja zdaj pribac na vseh zmerja, v narekovajih mogoče, pribac na vseh okroglih mizah, da torej kristjani ali pa tisti, ki smo proti, gojimo kulturo trpljenja. Sploh se ne gre za to. Vsak, tako kot je Lucija rekla, vsak se trpljenja na nek način boji, tudi mi kristjani ga ne poveličujemo ali pa si ga želimo, da bi ga bilo čim več, daleč od tega, ampak vendarle trpljenje vsak izmed nas doživlja in trpljenje si moramo na nek način osmišljati.
In se mi zdi, da je ena velika zabloda današnje družbe tudi to, da na nek način hočemo zbrisati trpljenje, ker trpljenje zbrisati ne moremo, to nam je jasno. Če bomo zbrisali bolečino kot tako, kot fizično bolečino z nekimi tabletami, pa psihično mogoče lahko na nek način blažimo, ampak vendarle pridejo nove in nove oblike trpljenja, ki jih nikakor ne moremo in nas presenetijo vsak izmed nas doživlja. To ni nekaj, kar se dogaja v nekem krščanskem ali pa v ne vem kakšnem vakuumu, da vsi ostali so pa brez problemov. In glede na to, da poskušamo na ta problem, torej na problem evtanazije pristopati iz tega zornega kota, torej iz zornega kota izničevanja trpljenja, se mi zdi izredno slabo sporočilo za družbo. Ker družbi daješ na nek način nek signal, trpljenje je popolnoma nezaželjeno, če trpiš, je nekaj totalno narobe in se lahko odločaš potem, ali boš se evtanaziral ali se ne boš, ker ima še smisel, a nima več smisla, a ne kljub temu, da se vse te varovalke poudarjajo, pa vse te zadeve v zvezi s tem, koliko bo enih varovalk, da ne bo zlorab, da ne bo unga tretjega. Vendarle je to en pesek v oči, ker če se govori o razpolaganju z lastnim telesom, komu boš zdaj preprečil, kdo bo določil, kakšno je to trpljenje. Za bolečino mogoče še lahko določiš, ti da zdravnika, veš lestvico od 1 do 10, pa rečeš 3 me boli ali pa 5 me boli. Trpljenje ti nobeden ne more na tak način vrednotiti, koliko trpiš. Ne vem, koliko trpiš, trpim toliko, da najraje umrl. In ja, vse imamo eno zdravilo za tebe, ki lahko to povzroči. Ker zakaj bi vam to omejil na neko mini grupico, ki, tako kot sem že na začetku rekel, je vendarle na nek način poklicana k temu, to je zdaj ena taka malo čudna beseda, ki je vendarle nekje v tej zgodbi, da na nek intimen, ne družbeni način sprejme neko odločitev, ki ne bo vedno pač odločitev posameznika, tako kot ta zakon predstavlja, da je to odločitev posameznika, pa vendarle seveda iz krščanskega vidika logično odločitev za življenje, ne za smrt. Ja. Veš, kaj je zanimivo, če gledamo Eros Thanatos, torej, zdaj bom jaz tako rada se igram z besedami, rekel, da se je Eros spremenil v Euros, definitivno, ker ljudje kaj propagirajo? Ljubezen, ki ni reproduktivna, Zadnje čase ta ista skupina, ki je, pripadajo tudi avtorji tega zakona, propagira ljubezen do istospolnih, ki sama po sebi seveda ne more ustvarjati novega življenja. Tudi pedofilija je že na tapeti, kar ji tudi ne more ustvarjati novega življenja. Skratka, oni propagirajo vso vrste ljubezni, ki ni reproduktivna, ki ne ustvarja življenja, ki ne ustvarja veselja, ki ne izpolnjuje človeka. Potem silno propagiranje abortusa. Mislim, vsi vemo, ženska v stiski, ja, ampak dajmo absolutno ne v ekonomski stiski ali takšni ženski moraš pomagati ekonomsko, ji omogočiti, da rodi in potem da magari otroka v posvojitev. Ne pa jo siliti oziroma propagirati, da je velik jack, a ne če gre pa zdaj abortirati otroka. Torej, gre za isto skupino, ki enostavno želi uničiti, dobesedno uničiti raso ali pa celo človeštvo s propagiranjem povsem napačnih vrednot. Zaradi mene se imajo vsi lahko radi, ampak vendarle cenimo tiste, ki uspejo narediti iz te ljubezni tudi otroka in imamo tudi ljubezen do otroka. Tudi to je ljubezen in tudi to te izpolnjuje. Tukaj gre pa samo še za smrt. Ne vem, a si gledal film Narayama? Jaz se spomnim, to je bilo res mnogo let nazaj na japonskem otoku, kjer so pri 60 letih ljudje morali odideti na Narayamo, ker ni bilo hrane. Enostavno je bila, in zdaj seveda tisti, ki so šli sami, je bilo pač, so se odpravili, vedoč njihove družbene odgovornosti, v tej smeri gremo namreč, da so jih prepričali, da je njihova odgovornost, da ne odžirajo hrane, ki je res ni bilo, to je resnična zadeva, ampak problem je bil s tistimi, ki niso hoteli, torej tistimi, ki danes ne bi šli k zdravniku pa rekli, jaz bi predlagal, da se mi pomaga, ker so jih na silo tja odvlekli. In mislim, vse to je zgodovina že dala skozi. Ja. Vse to sem hotel vprašati, zdaj Lucija Janez. Jaz razumem vse vajine pomisleke, ampak vseeno
Zakaj bi nekomu, ki pa drugače razmišlja, to pač preprečili oziroma omejevali? A vidva res mislite, da bo to zdaj tako, da bo pač kar ljudi bojo silili v to, da bo tako kot recimo v Kanadi, kjer je recimo zdaj že debatirajo, smo videli prej na ekranu, da bi zaradi revščine recimo človek končal življenje in tako naprej, ker pri drugih stvareh recimo ne vsiljujemo svojih stališč ljudem, zdaj zakaj bi pa ravno pri tem vprašanju pa bi morali vsi imeti enako moralo kot pa mi recimo. Kot vidva zdaj pravita, zakaj bi človek to počel, zakaj bi se mi postavljali v kožo drugega pa mu pač govorili, kako naj razmišlja, kako naj te stvari dojema. Tisto, kar si naštel, Janez, kar sicer se strinjam, ne prispeva k dostojanstveni smrti, ampak vendarle pa se sliši kot neke varovalke, da to ne bo zdaj kar poprek, pa množično, pa bi rekel, da ne bo prihajalo do nekih hudih zlorab. Mislim, predvsem zaradi tega, torej zakaj midva sva zdaj načeloma zato, da se to družbeno ne bi sprejelo, oziroma zakaj na nek način, da tako lepo kažem, vsiljujeva, a ne, čeprav ga v resnici ne, ampak se mi zdi, da je torej to grobo posega v samo družbeno tkivo, torej v družbo, in o tem govoriva z Lucijo. Saj tako kot je že večkrat bilo rečeno, saj načeloma res vsak razpolaga svojim telesom, fenta se glih, kadar se hoče, razen tisti promil, ki se ne more, pa vendarle potem lahko na tak način, kot sem ga tudi mogoče na začetku oddaje opisal, konča življenje malo drugače, kot pa smatrajo, da bi ga bilo treba končati te predlagatelji življenja. Ker tudi še en pojem, ki se tudi zelo zlorablja, pa se mi zdi zelo fino, da sta ga načela, je tudi svoboda. A veš, kaj mislim, želimo si, da ljudje sprejmejo neko odločitev res v tej svoji vsej svobodi, in kar se splava tiče, in kar se tiče tudi evtanazije. Ampak aj vendarle to, bojiva se, za Lucijo po mojem obadva, da te odločitve ne bodo nikakor svobodne. Družbeni pritisk na človeka, na to, kdaj je uporaben, pa kdaj je rata neuporaben, pa kdaj je zaželen, pa kdaj je nezaželen. Vsi vemo, kako je pri splavu. Pri splavu otroci, ki so zaželeni, so že takoj od prvega dneva so to otroci, v trebuščku mamice. Otroci, ki so pa nezaželjeni, so pa skupek celic, ki se ga lahko odstrani, recimo. In isto bo tukaj, mislim, človek bo v sebi razmišljal se ne tako, da bi nekdo drug sprožil ta postopek ali pa da bi omejeval ali pa to, kar se stalno poudarja, kaj mi strašimo zdaj, da bojo kar pobijali se pa tako. Ampak pritisk na človeka je tak, pritisk na človeka, kot sediš sam doma in gledaš v luft, in se ti zdi, da je neuporaben, sem nič več ni, da jaz bi rad to pač nehal, to zadevo. Namesto, da bi kot prvo seveda paliativo, kot drugo, da bi ustvarjali neke socialne mreže, ki skrbijo za te ljudi, da se noben ne počuti osamljenega. Dajmo to zrihtati, na primer. Vse kristjani ne predlagamo tega, da zdaj pa nič, zdaj pa to bomo prepovedali in na koncu. Ampak dajmo res graditi to, da bo vsak človek lahko res dostojanstveno, to, o čemer z Lucijo danes govoriva, da bo lahko dostojanstveno končal svoje življenje na tak ali drugačen način, v tak ali drugačen obliki, torej v krogu družine. Ja, nekateri nimajo več družin, tako kot je Lucija rekla, smo v dobi tega, da so starejši ostajajo sami, da ni več otrok, da nimajo več vnukov, da ni nikogar, ki te pride pa te poboža po roki pa ti reče, mama, rad te manj, kljub temu, da nič ne moraš, da nimaš več zob, da nimaš več ne vem česa, ali pa starata, nimaš več las, nimaš več zob, pa te imamo vse narod, ker prispevaš k mojem čustvenem življenju, k mojem družbenem življenju, k mojem zgodovinskem življenju neizmerno bogatstvo. In to družba na nek način želi. To se spreminja, to se s tem, ko redefiniramo smrt, ko redefiniramo trpljenje, ko redefiniramo svobodo, ko redefiniramo dostojanstvo, se te stvari v temelj torej se spreminjajo v tem smislu. Torej, en sam stavek. Dejansko pred dopusti, na Nizozemskem in v Belgiji, tem, kjer je to zelo popularno, se število evtanazij, samomorov, torej z asistenco poveča. Kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje enostavno pod vplivom nekih sorodnikov, za katere postanejo moteči, ker ko si šibek, si tudi sugestibilen, se odločijo, da ne bojo več njih ovirali, da bojo šli lahko na dopust, da bojo spraznili stanovanja, da bojo dediščine. Skratka, mi odvetniki vemo, kako se starejšimi ljudmi manipulira,
pač to vidimo v zadevah, s katerimi se srečujemo in ne mi reči, da to ne stoji tukaj zadaj. Ne. In pa še ena stvar, ki smo se pogovarjali pred oddajo z Lucijo, noben ti ne garantira, da bo evtanazija neboleča. To ti nobeden ne more garantirati. Vse mogoče v večini primerov lahko, da to je, ampak v določenem procentu primerov pa to ni temu tako. Torej koktejl, tako imenovani, kar je že po samem etimologiji je to grozna beseda, ne povzroči tega, da boš zdaj pa siguren, brez bolečin, krasna smrt, zelo lepo, z družino boš, muzika ti bo igrala in bo konec vsega. Mislim, to je pesek v oči in zaslepljevanje tega, zato ker ne želimo, se mi zdi, da je zaradi tega, ker ne želimo gledati trpljenja v družbi. Namesto, da bi trpljenje osmišljali, pa nam pol rečejo kultura trpljenja, ki želimo na nek način osmišljati to neizbežno trpljenje, bomo rekli, da trpljenja ni, skenslajmo in tako, in naredimo krasni novi svet. Ja, ampak kaj vi da pričakujete, da bo rezultat tega posvetovalnega referenduma? Ja, jaz pričakujem, da bodo ljudje proti temu zakonu. Res pričakujem, no. Jaz pa nažalost pričakujem, da bodo za, ravno zaradi tega, ker smo zopet v nesvobodi in se bomo odločili na podlagi nekega strahu, pa niti ne zase, mogoče, ampak za nekoga drugega. Bomo rekli, strah nas je trpljenja, strah nas je smrti, kljub temu, da je človeka pravzaprav najbolj strah pekla. Ne pekla v tem sekularnem smislu, ne v krščanskem smislu. Torej pekla, ki se zgodi, ko sprejmeš napačno odločitev, ko sprejmeš, vendarle nas fopajo in šopajo s tem, da bomo po mojem mnenju v veliki večini zaradi tega strahu in to je zopet neka nesvobodna odločitev, ki bo v tem primeru prišla do izraza, po mojem. Ja, bomo videli, kaj se bo dejansko zgodilo. Za danes pa Lucija Šikovec-Ušaj, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj evtanazija tako zelo buri duhove, že 1040. Faktor na TV3. Vidite našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, zakaj davčni svetovalec in bivši direktor Finančne uprave Republike Slovenije Ivan Simič tako zelo živcira aktualnega ministra za finance Klemna Boštjančiča. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.